Jo, lejte tole kupi lepotico tukaj za mano. Danes vam tole pa še eno pokažem zelo od blizu. Danes nisem na terenu, tako da si ne bomo ogledovali lepih sanskih vrtov, bomo pogledali naše dvorišče v delavnici, pa vse, kar na njem stoji, oziroma tisto, kar se mi zdi pomembno, ker imam tukaj že narejeno, pa še eno v izdelavi, zelo lepo izolirano kubi hiško, ki se jo lahko uporabi kot vikend hiša, lahko se jo uporabi kot dnevna soba na vrtu, konec koncev kot stanovanjska hiša in narejeno res kakovostno, se pravi po tistih pravih standardih gradbene prakse. Torej, to ni mobilna hiška, to ni kontejner, ampak to je ta prava bajta, ta prava hiša, ampak v manjšem obsegu, v manjši kvadraturi. No, oče ni mogel iz svoje kože in zdaj že premika tale kup darov, ki smo ga imeli spredi, tako da bo lepo izgledal. No evo, zdaj se pa vidi cela hiška. Kratka, tole je izolirana, modularna enota, ki je primerna ali za bivanje, ali za kvalitetno preživljanje prostega časa. Evo, dobrodošli. Hiška ima zunanjo mero 7,5 x 3,5 metra. Če odštejemo teraso, če odštejemo debelino sten, je notranja mera nekje 5,5 x približno 3,2 metra. To pomeni, da imamo noter enih 17-18 kvadratov, nekaj takega. Tukaj za mano je prostor za kopalnico, se pravi, mi naredimo tudi vodovodne inštalacije, mi naredimo kompletno elektroinštalacije, stene lahko noter ali pobelimo ali damo lesene plošče, strop, recimo tako kot je takšen, je macesnov, to je tudi recimo neka dodatna opcija, za poden damo lahko vinil ali kakšno drugo varianto. Okna, vrata so narejena iz smrekovega lesa, barvana v antracit. Govorimo o kakovosti, se pravi, za dejanske stanovanjske hiše, torej ni kompromisa podobnega, kot imajo recimo proizvajalci mobilnih hišk. Evo, za noter pa uporabljamo takšen sistem drsnih vrat. Za ogrevanje poskrbi takšen IR panel, ki ga je možno regulirati na timer s termostatom. Za osvetlitev pa običajno uporabimo tele lepe LED trakove, ki so kar vkomponirani v strop. In ker je hiša zrakotesna, za prezračevanje lahko uporabimo takšen mini rekuperator, ki super opravlja svojo nalogo. Lahko uporabimo takšna pokončna, moderna okna, velika panoramska okna ali pa predelne drsne stene, ki jih pozicioniramo v tem primeru na tole veliko odprtino, oziroma jo imam zaenkrat postavljeno, evo, tukaj, čez kakšen teden bo pa že vgrajena. No, pri teli bom pa kar malo zadramatiziral, naj se tole do konca odpre, da boste pol videli. Tale pa res huda, ampak je še v izdelavi. Ta hiša bo imela poleg odprte dnevne sobe na tej strani, tukaj noter še savnico, za njo pa eno mini kopalnico. In te odprtine, ki so tukaj, so namenjene panoramskim steklom. Tako da to je po mojem mnenju res tisto pravo kakovostno bivanje v sožitju z naravo, ker smo preko šipe dejansko povezani z naravo, hiška je narejena čisto iz lesa, čisto iz naravnih materialov in pač to je smer, po kateri hodimo in to je definitivno naša vizija, naše poslanstvo. In vsak dan k nam prihajajo lepši projekti, bolj zanimive hiške, vstopamo v bivalni segment, iz projekta v projekto, bolj resno in ful se veselim, kaj bo še letošnje leto prineslo
na naše dvorišče, pa tudi na dvorišče naših strank. Hvala, ostanite z nami. Čau.